Da bi popularizirali ajdo kot pravcato super živilo, primerno za vse vrste jedi, so v Belocerkovškem društvu podeželskih žena in deklet pred leti začeli s pripravo festivala ajdovih jedi. In tudi na tokratnem, že petem, je bilo kaj videti in okušati. Da bi ajda še pogosteje našla pot na naše krožnike, so namreč članice podeželskega društva vnovič poskrbele za pravo razkošje ajdovih jedi, ki jih želijo na ta način predvsem predstaviti in približati širšemu krogu uporabnikov. V tem smislu, da so dobre, da se da zelo dobro nadomestiti pšenično moko, da lahko vse od palačink do kruha narediš popolnoma iz ajdove moke, ki je pa seveda izredno zdrava. Kar velja tudi za ajdovo kašo. Mnoge zdravilne učinke brezglutenskega živila, ki je zelo primerno za bolnike s celiakijo in osebe s sladkorno boleznijo, so izpostavili tudi na sklepni prireditvi dvodnevnega festivala. Uživanje ajde znižuje holesterol, pa krvni tlak, izboljšuje prebavo, preprečuje diabetes. Določene sestavine v zrnu varujejo telo pred škodljivimi vplivi sevanj, pospešuje propustnost kapilar in izboljšuje tudi delovanje jeter, zelo uspešno lahko uničuje tudi rakove celice. Z minerali, vitamini, vlakninami in beljakovinami bogate pridelke ajde so članice društva uporabile v več kot 50 razstavljenih jedeh. Obiskovalcem pa je bila v slast tudi ajdova pita z višnjami in skuto, ki jo je na delavnici pripravila zmagovalka letošnjega državnega ocenjevanja pit. Seveda sem počaščena, ampak sem šla sem z velikim veseljem, ker me je povabila moja dolgoletna prijateljica, najprej pa učiteljica Betka Vrščaj, ki mi je veliko naučila v gostinstvu, o kuhanju, o vsemu, zato sem se tega z veseljem udeležila. Podobno misleči so bili o zdaj že tradicionalnem festivalu ajdovih jedi gotovo tudi obiskovalci, ki so jih v pestrem kulturnem programu še posebej navdušili belocerkovški otroci pod mentorstvom domačina Klemna Hribarja.